analizo pokojninskega sistema Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob pokojninah izplačuje še vrsto drugih dodatkov, namenjenih tudi reševanju upokojencev pred zdrsom v brezno revščine. Gre za socialne pomoči oziroma korektive za tiste, ki s prisluženo pokojnino ne bi mogli dostojno preživeti. Razliko pokriva pokojninska blagajna iz vplačanih prispevkov in iz proračuna. Pokojninska blagajna okoli 160 tisoč upokojencem od skupaj 626 tisoč, kolikor jih je trenutno, poleg pokojnine splačuje tudi nekaj vrst socialnih pomoči. Invalidnine za telesno okvaro, dodatek za pomoč in postrežbo, dodatek k pokojninam iz SFRJ, razlike do zagotovljene in najnižje pokojnine in tako naprej. Da bi to tako imenovano socialo moral namesto pokojninske blagajne neposredno prevzeti državni proračun, je bilo v preteklosti kar nekaj predlogov. Redki kot recimo varstveni dodatek so bili izločeni. Nihče se ne želi kar tako odpovedati uzakonjeni pravici, ki je v pokojninski blagajni avtomatična. V proračunu pa bi bila, poudarjajo upravičenci, odvisna od politike vsakokratne oblasti. Predstavnik slepih pravi: Lahko rečem, da je dodatek za pomoč in postrežbo edini prejemek, ki ga slepi zanesljivo dobivamo, ne glede na vzrok nastanka slepote. V preteklosti smo že opazili, da so nekatere stvari šle iz pokojninskega zavarovanja in se je izkazalo, da je bilo to slabše za prejemnike. Dodatek za pomoč in postrežbo znaša od 150 do 430 evrov na mesec. Poleg tega velja prav pri tovrstnem dodatku dvojni sistem. Poleg pokojninske blagajne ga za določene kategorije namreč izplačujejo tudi centri za socialno delo, le da je najvišji znesek nižji, znaša do 300 evrov. Takšno prakso sta kritizirala tako varuh človekovih pravic kot zagovornik načela enakosti, saj da upravičenci niso obravnavani enakopravno. Sicer pa invalidske pokojnine in nadomestila iz pokojninske blagajne prejemajo le delovni invalidi. Invalidi od rojstva niso vključeni. Eden izmed delovnih invalidov pravi: 450, malo več nadomestila, pa 71 evrov invalidnine. V službi pa sem 4 ure, tako približno. Veliko ljudi po kapi, so zelo malo penzijo imajo in shajajo zelo iz meseca v mesec, imajo manj kot 500 evrov. Za invalidske pokojnine ali nadomestila je šlo lani blizu 652 milijonov evrov oziroma 11% pokojninske blagajne. Za invalidnino za telesno okvaro pa čez 25 milijonov evrov. Med kategorije tistih, ki prejemajo dodatke, ki so po vsebini socialne pomoči, spadajo tudi upokojenci, ki so se upokojili v republikah nekdanje Jugoslavije in od tam prejemajo tudi pokojnine, ki pa so precej nižje in bi bili v Sloveniji torej socialni problem. Za tovrstne dodatke je lani šlo 1,5 milijona evrov. Ta skupina upokojencev je prav tako upravičena do letnega dodatka in dodatka za postrežnino. Največ jih je v obmejni občini Rogatec, saj je veliko občanov službo imelo v bližnji hrvaški tovarni stekla. Nekako pokojnina znaša strani Hrvaške tem upokojencev okrog 210 do 350-380 evrov. Seveda tu potem Republika Slovenija jim zagotavlja dodatek. To se je predvsem zelo izboljšalo, se pravi stanje oziroma izplačilo za tem večji del teh upokojencev, ker morate vedeti, da vsi ti ljudje, bi rekel 80-90%, pač prejemajo te minimalne pokojnine z hrvaške strani in to je bilo zelo pomemben prispevek k izboljšanju finančnega stanja teh upokojencev. Na Zavodu za pokojninsko zavarovanje štejejo med socialne pomoči, ki niso pokrite z vplačanimi prispevki, tudi že omenjene zagotovljene pokojnine. Enako velja za najnižje pokojnine, se pravi za upokojence, ki so delali zgolj 15 let ali so bili zavarovani za ožji obseg in bi imeli na primer nekaj čez 200 evrov pokojnine. Z doplačilom pa jim država oziroma pokojninska blagajna omogoči najnižjo možno pokojnino, to je 280 evrov. Za ti dve pomoči je lani šlo čez 25 milijonov evrov. Potem pa je tu še tretja, najpomembnejša oblika socialnega korektiva. To pa je upoštevanje višje pokojninske osnove, kot bi po izračunu pripadala tistim z najnižjimi plačami.
Sicer pa ZPIZ izplačuje še vrsto drugih najrazličnejših prispevkov, med drugim denimo za zaposlene v invalidskih podjetjih, za kar gre kar 50 milijonov evrov za več kot 14 tisoč zaposlenih. Dalje, ZPIZ izplačuje prispevke za dodatno zaposlene invalide, pa brezposelne starše, ki prejemajo dodatek, pa prispevke delodajalca za kmete in člane kmečkih gospodinjstev, dalje za starejše delavce in prve zaposlitve, tudi za samozaposlene, ki v prvih 2 letih uveljavljajo pravico do plačila znižanih prispevkov, razliko izplača ZPIZ. Vseh teh prispevkov je bilo za blizu 118 milijonov evrov. In še ena zanimivost, ki jo sofinancira pokojninska blagajna. Gre za poklicno rehabilitacijo, prilagoditve in usposabljanje invalidov. Zato je ZPIZ lani namenil dobrih 800 tisoč evrov, med drugim za prilagoditev prostorov in delovnega mesta za invalide. V vsej tej množici dodatkov in različnih pomoči pa pokojninska blagajna izplačuje tudi zdravstveno zavarovanje za upokojence. Lani blizu 438 milijonov evrov. Že po drugo desetletje pa vodstvo pokojninskega zavoda opozarja, da bi te prispevke za upokojence morala plačevati zdravstvena blagajna. Največji znesek med socialnimi transferji pa pokojninska blagajna vsako leto plača za tako imenovani upokojenski regres. Lani je bilo to blizu 143 milijonov evrov. Ker je letni dodatek odvisen od višine pokojnine in ne od vplačanih prispevkov, dobijo več tisti, ki so vplačevali manj. A tudi tukaj ni enotnega sistema. Vzporedno namreč državni proračun prek ZPIZ-a poskrbi še za letni dodatek upokojencev po izrednih predpisih, na primer vojakov iz bivše SFRJ, lani v višini dobrih 900 tisoč evrov. Redko kdo, če sploh kdo, si zna v naši državi sami izračunati višino pokojnine. Sistem je zapleten, marsikaj pa bi lahko rešil tako imenovani točkovni sistem, kot ga na primer poznajo v Nemčiji. Tam je pokojnina neposredno odvisna od višine plače in zavarovalne dobe. Namreč za vsako leto zavarovanja upokojenec prejme točko oziroma več ali manj, če je imel nad ali podpovprečno plačo. S temi točkami lahko potem vsak posameznik preprosto izračuna višino svoje pokojnine. Pri nas pa zgolj govorijo, kako nujna bi bila večja transparentnost. Res zapleten, torej ta labirint pokojninskega sistema pri nas, gospod Papež, cela paleta socialnih korektivov je v njem. Kaj je najbolj nujno, da država izloči in zakaj tega ne izloči? Pred več kot 20 leti je se intenzivno tudi na zavodu šlo v smeri čiščenja pokojninske blagajne. Varstveni dodatek je šel ven, z 2013 invalidnina za telesno okvaro. Zdaj pa vidimo, da po 9 letih ni bil ustrezen zakon sprejet in smo nazaj dobili. Zdaj sploh ne gledamo, kaj bi izločili, ampak da ne bomo še kaj zraven dobili. To je zdaj pomembno. Bi bili zadovoljni že s tem, če država ne dodaja? To je zdaj pomembno, da se te stvari uredijo. Jasno, v vsaki pravici se lahko razpravlja, ali je socialni korektiv dodatek za pomoč in postrežbo. Lahko rečemo, ni socialni korektiv, ker ga lahko dobi tisti, ki ima 2000 evrov, pa ga ne dobi tisti, ki ima 500 evrov, ker je pomembno zdravstveno stanje. Ko je predstavnik slepih povedal, da je to dodatek, ki ga dobijo ne glede na vzrok, zdaj je bil sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi in lahko rečemo, da je za slepe ostane ta dodatek tudi po letu 2024 pod okriljem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vedno so upori, ko se poskuša izločiti, vendarle denar, ki se zbira namensko v pokojninski blagajni, je potem zagotovljen, če se zbira z davki, ni nujno, da se vrne. Kakorkoli veliko govorimo, da so pokojnine nizke, da je precej pokojninskih. Ampak zaupanje v pokojninski sistem, da zadnjega v mesecu se vedno dobi pokojnina ali dajatev, je pa velika in bojazen, če bi se kam drugam prenesel, da bi bilo to zmanjšanje, tako smo videli tudi pri varstvenem dodatku. Tako, ampak če bi lahko izluščili 3 recimo stvari, ki jih je nujno čim prej izločiti, kaj bi vi izbrali? Glejte, letni dodatek je tista pravica, ki je pravica, ko je dejansko res socialni korektiv in smo pred 10 leti pričakovali, da bo šla iz sistema. Ampak nasprotno, ta pravica se dejansko krepi in nikakor ne bo šla iz sistema, pa bo še nadalje ostajala. In ruši pravična razmerja med pokojninami. Še kakšna stvar?
Ja, gledajte, zagotovljena pokojnina, kot sem rekel, tista razlika oziroma tiste nevarni predlogi, ko je bil pri ZPS-2i 442, da bi dobili vsi najnižjo pokojnino, ne glede na cenzuse, kar bi pomenilo pa rušenje sistema. In takrat moram pa poudariti, da je bilo v drugem branju sprejeto 442, kar bi pomenilo, da je vseeno ali si delal 15 let ali 30 moški in bi bila razlika med 15 let dela in 40-170 evrov, ampak takrat je tudi potem koalicija Desus in tudi ZDUS in smo vsi skupaj stopili, da ni prišlo do rušenja sistema. Zanima me, gospod Tominšek, še ena stvar, ki smo jo videli v prispevku, vi dobro poznate razmerja, dodatek za pomoč in postrežbo, podeljuje se ga na dveh koncih, ne samo to, podeljuje se ga v dveh različnih višinah, ne? En je na centri za socialno delo, drugi ga dobijo iz pokojninske blagajne, to je vendarle nepravično. Koliko je takih stvari, ki so v sistemu in zakaj jih država ne uredi? Poglejte, kar se tiče, bom rekla, dodatka za pomoč in postrežbo, to je zdaj pri nas pač pod tistim transferjem, da gre za socialni korektiv. Nekoč, oprostite, se to ni tako pojmovalo. Moram poudariti to, kar je že generalni omenil. Ta dodatek, do njega je upravičena oseba, neodvisno od tega, kakšna njena višina, ali, bom rekla, je višja ali je nižja. To se pravi, potem ne morem govoriti o socialnem korektivu. Družba je takrat ocenila, ko pač oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja ni sposobna opravljati osnovnih temeljnih funkcij in logično, to je praviloma največ pri starejših, logično, da je to zagotovila. Danes bo to zagotovljeno, kot veste, v okviru, se pravi, tega sistema, ki je bil zdaj ta mesec sprejet, se pravi dolgotrajne oskrbe. Če bo kaj treba ven dati, da se pa le vprašajte, zakaj politika, ki toliko deklarira odgovornost in pravno državo, oprostite, zakaj pri invalidnini, telesni okvari, ni sprejela predpisa, ki bi ga že zdavnaj morala. Veste, mi smo takrat izluščili iz sistema pokojninskega telesno okvaro za poškodbo izven dela in pa za bolezensko stanje, medtem ko k sreči tudi ob prizadevanju nas nekaterih takrat smo v zadnji fazi obdržali poškodbo pri delu. Gospa Ribič, odgovorite morda, zakaj politika teh stvari ne uredi in zakaj dopušča tudi takšne anomalije, da je dodatek za pomoč in postrežbo v dveh različnih višinah podeljevan iz dveh različnih institucij? Zdaj, najprej bi želela povedati, da tako, kakor je bilo v prispevku prikazano, je pokojninski sistem zelo zapleten. Zakaj so določene odločitve se sprejele v zgodovini, jaz težko komentiram. Ampak recimo te konkretne, ki si jih je gospod Papež omenil, zakaj je to nemogoče? Prej ste rekli, za kmete se lahko najde parcialna rešitev takoj zdaj, ker ne morejo čakati na celovito reformo. Zakaj dodatka za pomoč in postrežbo recimo ne moremo v roku meseca, dveh umakniti iz pokojninske blagajne? Dodatek za pomoč in postrežbo je v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi umaknjen iz pokojninske blagajne. Razen za slepe bo bil zagotovljen tudi po letu 2024. Tako da se trudimo, da bi določeni socialni korektivi šli iz pokojninske blagajne. Bo pa tudi to je en razlog, da je pokojninska reforma potrebna. Moramo pa tukaj se tudi zavedati, da tukaj pri tej spremembah pokojninskega sistema ne gre samo za neko politično vprašanje ali pa za interesno vprašanje, ampak gre v bistvu za vprašanje naše skupne prihodnosti. Ker demografija je takšna in podatki iz demografije nam kažejo, da pokojninski sistem, kot ga imamo sedaj, ob nespremembah ne bo več vzdržen. Dolgoročno tudi proračun ne zmore takšnih vedno večjih pritiskov. Povejte, gospod Ertič. Ja, zdaj pogovarjamo se o tem, kaj je treba izločiti iz blagajne Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Jaz se ne bi rada, da izveni, kot da gre za pravice, ki so nepomembne, nepotrebne in odveč. Vsaka od teh kategorij zavarovancev, pa če prijemajo to iz prispevka ali pa iz proračuna, je upravičena do tega prejemka, bodi si zaradi zgodovinskih okoliščin, mi vendarle izhajamo iz 30 let nazaj, ko je bilo treba tudi zaradi pravne države kakšno stvar prevzeti.
Imamo stare dolgove, ko se je pokojninski sistem uporabljal za reševanje socialnih stisk. Mi smo celo generacijo ljudi 95 upokojili zato, da je bil mir, ko so tovarne propadale. Imamo še vedno način v bistvu spravljanja ljudi na zavod, takrat, ko jih ne rabimo več, s predčasnimi upokojitvami, kot je včasih bilo. In skratka, ne bi rada, da izveli, da gre za odveč pravice, ki jih prejemajo nekateri. Kdo za njih skrbi? Tako. In tisti, ki pa bi moral seveda poskrbeti za sistem, je pa država. To smo se tudi prej, ko smo se spravili na mladega gospoda. Mladi in starejši imamo vso pravico, pravzaprav se odločati, kaj bomo s tem življenjem počeli, ampak pokojninsko zavarovanje je ena od stvari, za katero mora tudi za mlade misliti država in narediti pravi sistem. Mi smo nažalost prenehali z debato leta 2017, takrat je bila bela knjiga pokojninskega zavarovanja, ki je nakazala poti razvoja pokojninske zakonodaje. Od takrat je minilo 4 leta, takrat smo rekli, evo do 2030 je še daleč, se bomo lahko v miru pogovorili, kaj želimo, pa se do leta 2021 ni zgodilo nič. In tam noter je kopico stvari, ki nakazujejo na to, kaj je treba urediti in na kakšen način, med ostalim tudi transparentnost, pa enako zbiranje prispevkov, pa v končni fazi naj povem še to, vse tele pravice, ki so v pokojninski blagajni, so lahko rezultat solidarnosti zbiranja, pa socialne kapice. Če jo samo omenim, zakaj smo sindikati tako alergični, ko se začne govoriti o socialni kapici, ko jo bomo uvedli, se bodo tele pravice tudi omejile, zmanjšale ali pa izločile. Tako vemo, socialna kapica bi, tako kot je bila poskušana, da bi bila uvedena v zakonu o debirokratizaciji, v stvari bič pomenila velik upad v pokojninski blagajni. Sindikati so bili proti, delodajalci za. Je socialna kapica še aktualna, jo boste skušali upeljati? Ja, mislim, da je tukaj potrebno gledati malo širšo zgodbo. Mi to raje imenujemo razvojna kapica kot socialna kapica in moramo vedeti, da če bi upeljali razvojno kapico, bi na ta način lahko pritegnili, da bi v Slovenijo prišlo tudi veliko nazaj tistih Slovencev in mladih z visokimi plačami in bi potem prispevali, ker bi delali v Sloveniji tudi v pokojninsko blagajno. Gospodarstvo tudi pozdravlja, zakaj? Ja, kot je rekla gospa Ribič, 17.000 mladih Slovencev oziroma zaposlenih s terciarno izobrazbo je Slovenijo zaposlilo v zadnjih 9 letih in menimo, da bi z razvojno socialno kapico nekako deloma prišli nazaj. Vemo, da kakovost okolja sploh za mlade družine v Sloveniji zelo visoka, tukaj bi pridobili. Na drugi strani pa menim, da bi tudi spodbudili delodajalce k izplačevanju višjih plač. Hkrati bi želel povedati, da 6 od 7 srednjeevropskih držav pozna socialno kapico. Vedno več. So pa različne ureditve. Gospod Papež, vsi 4 ste se oglasili, vroča tema, pa kar prosim vsak. Ja, za socialno kapico, ko je omenjeno, da imajo. Ja, v Evropi jih ima veliko, ampak v Evropi ima večina držav, ki ima prispevek delodajalca višji ali enak kot prispevek delojemalca. Slovenija pa ima prispevek delodajalca bistveno nižji. Pa tudi, po moje ceni, napačno so se lotili. V zakonu o debirokratizaciji, ki nikakor ne sodi. Se pravi, ta zadeva bi se obravnavala mimo odborov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Jaz bi jo poimenoval ne socialna, ne razvojna, ampak v dani situaciji, ko je bila predlagana, bi jo imenoval menedžerska kapica. Ta meja je bila postavljena pri 6.000 evrov bruto, odkimavate, gospa Ribič, povete? Ja, pač vidim še tudi druge prednosti uvedbe razvojne kapice. In sicer tako, kot je že gospod iz Gospodarske zbornice povedal, inženirji, to so tudi delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In čim več imamo takšnih oseb v Sloveniji, oni tudi prispevajo k temu, da imajo na splošno vsi delavci v podjetju lahko večje plače, kar pomeni na koncu večje prispevke. In pomeni na koncu tudi, da se lahko te osebe poskrbijo tudi za sebe v 3. življenjskem obdobju, se lahko vplačujejo v 2. steber. Tako da moramo gledati tukaj širše in tudi pozitivne učinke razvojne. Lavtar, kako vi kot mlad podjetnik gledate, da bi ta omejitev vendarle bila, da se v določene višine zaslužka ne bi vplačevalo več v pokojninsko blagajno? Mislim, to se gleda res toliko ozko vse skupaj. Ne moramo gledati, če bomo, moramo pogledati celo sliko, no? Ampak absolutno banalno je, ko pogledaš ti plače in vidiš, koliko ti plačeš državi, pa koliko dobi sodelavc ven.
to je res težko pogledati. Mislim, kdo izplačuje 50, 100, 200 tisoč plač na mesec, ki pogledaš, koliko dejansko ljudi dobijo, pa koliko daš drugam, težko je to pogledati. Pač dejstvo je to, da vedno več podjetij gre v tujino zaradi tega, ker pač tukaj niso pogoji taki optimalni, da bi lahko sploh dobili dobre inženirje, naprimer, tudi pri nas je to velik izziv. Pa dajmo se nekaj zatiskati oči, prej smo govorili o SP-jevcih. Če bi tam naredili kakšen konkreten korak, socialna kapica ne bi, mislim, to sploh ne bi naredilo nobene razlike, celo sliko je treba gledati. Ne moramo reči, če bomo 5% tam, naprimer, manj denarja dobili, mislim, se drugi bomo pa dobili več denarja noter, ker koliko je bilo rečeno, pač raje bomo plačevali. Mislim, mi imamo tudi nek, mi mu rečemo kvartalni impact report in noter napišemo, se hočemo pohvaliti s temu, koliko smo dali v državno blagajno. Pa čeprav je kar težko to dati gor, ker si rečeš, koliko denarja pa lahko ljudje pač več dobili. Gospa Jerkič, razumete, kar... Ja, seveda razumem in s temi argumenti se srečujemo ves čas. Hkrati je povedal, da je socialna kapica v bistvu nekaj, kar ni pomembno, pa smo ogromno energije vložili v to, da jo bomo ali jo pa ne bomo imeli v zakonu o debirokratizaciji. Tudi zneski, mislim, da za 17 tisoč ljudi pride to v Sloveniji v poštev. In jaz mislim, da se nihče ne bi vrnil nazaj v Slovenijo, zato ker bi imeli socialno kapico, ker jih tudi nimamo kam zaposliti. Strinjam se pa zelo za SP-jevci, pri čemer ureditvijo tega področja. Me pa vedno zmoti, ko nekdo reče, koliko damo državi. Se v končni fazi, kdo pa je država? Jaz mislim, da smo vsi mi država. In zdaj vprašanje je, če država pravilno porabi, kar damo. Ampak zelo dobro bi bilo, če bi država imela veliko, ker od tega so vse naše socialne pravice. Zaupanje, da država ve, kaj je. Žal tukaj je pač tako, da mislim, kdo ni bil nikoli delavci, težko te stvari mogoče tudi razumeti, ampak ne vem, se mi zdi res preveč črno-belo vse skupaj včasih govorimo. Ne vem, se mi zdi, da spremembe se pač prepočas delajo. Moramo kdaj kaj mogoče tudi potestirati, se poigrati. Vse se pa začne pri politiki. Tam so pa pač toliko razdvojeni, da je logično, vsak išče pa neke luknje. Zaradi tega, ker se že drugje iščejo pač luknje. Če bi koncept je problematičen. Saj v podjetjih je tudi vodstvo, je tisto, od katerih dol gre, kak se bodo sodelavci, delavci obnašali. V državi je zelo podoben. Tako da tukaj bo treba začeti in pol nadol iti, da zaupanje že spet dobimo. Še gospa Tominšek dobi besedo, predno nadaljujemo. Ja, jaz bi rada to podarila, ker smo že prej govorili in se vsi zdaj spuščamo pri financiranju tega sistema zgolj na prispevke in ugotavljamo seveda nekateri, da so ti prispevki pretirani, se primerjate z evropskimi državami, etc. Na drugi strani imamo proračun, ampak jaz se pa vprašam, kje so pa naše razmišljanja, vas mladih, predvsem z idejami, z drugačnimi pogledi, da pridemo do drugačnega vira. Mi smo celo napisali, poslušajte, v zakon demografski sklad, kdaj bi že moral biti sprejet, pa ga ni. Vete, pa nismo sposobni v teh letih pred 2012-2014, bi moral biti koncem 2014, se pravi, zdaj bo kmalu 10 let in v tej družbi nismo sposobni najti tisti, ki bi samo za enkrat sofinanciral težave, s katerimi se bomo soočali v teh demografskih trendih. Ja, in zdaj bomo kmalu soočeni. Dajte vi mladi malo svoje ideje na plan. Pripravila se bo nova reforma in takrat bomo spet soočeni s tem, ali boste socialni partnerji in ostali v družbi našli. Bomo nadaljevali tudi s to razpravo po naslednji iztočnici, ki smo jo pripravili. Zdaj o pokojninah, ki so precej višje od tistih, ki bi jih posamezniki prejemali zgolj na podlagi vplačanih prispevkov. Gre za izjemne pokojnine, pokojnine dodeljene po posebnih predpisih in za različne dodatke. Ker denarja iz prispevkov tudi zanje ni, tudi te plačuje proračun. Kriteriji za pridobitev tovrstnih pokojnin pa so, kot boste videli pogosto, zelo ohlapni.
2255 evrov. Toliko trenutno znaša najvišja izjemna pokojnina, ki jo za posebne zasluge lahko prejmejo kulturniki, umetniki, znanstveniki, športniki. Država se jim namreč na ta način obdolži in jim v zahvalo omogoči višje pokojnine, kot bi jih imeli sicer. Med prejemniki izjemnih pokojnin je največ kulturnikov, okoli 70. Praviloma so to dobitniki Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada, pa tudi dobitniki mednarodnih nagrad in umetniki, katerih dosežki predstavljajo obogatitev slovenske kulture. Tako je zapisano v pravilih. Med njimi so seveda najbolj znana imena slovenske kulture: Ervin Fritz, Veno Taufer, Zorko Simčič, Svetlana Makarovič, Ratko Polič, Miha Baloh, Neža Maurer, Stanko Kristel, Drago Tršar in tako naprej. Vsi prejemniki tovrstnih izjemnih pokojnin seveda ne dobivajo najvišjega zneska izjemne pokojnine. Ključno vlogo ima pri tem Ministrstvo za kulturo in na koncu vsakokratna vlada, ki o pokojnini dokončno odloči. Tovrstno arbitrarnost je v preteklosti že problematiziralo Računsko sodišče, kot tudi ohlapne in nedorečene kriterije. V društvu Asociacija pa opozarjajo na neko drugo težavo. Sistem je v trenutni fazi absolutno problematičen, predvsem z tega vidika, ker se pokojnine že 10 let ne podeljujejo, predvsem kulturnikom. Natančneje, od leta 2008 nobena vlada kljub veljavnemu zakonu izjemnih pokojnin ne podeljuje več. To povzroča razlike in neenakopraven položaj. Na Ministrstvu za kulturo namreč vloge upravičencev za izjemno pokojnino že leta ostajajo v predalu. Ugotovili smo, da imamo na ministrstvu 31 vlog. Žal moram reči, da nekaj prosilcev je pokojnih. Med tistimi, ki še čakajo na odločbo, je recimo dobitnik Prešernove nagrade Andrej Brvar ali pa na primer dobitnica nagrade Prešernovega sklada Eta Sadar Breznik. Na vladi se je do 2011 nekaj zatikalo, na kar sem 2011 dobila z Ministrstva za kulturo odgovor, da zakon, ki je v veljavi, ne ustreza, da ga nameravajo v kratkem popraviti in da bojo mojo vlogo ponovno obravnavali. In do danes še te vloge niso obravnavali. A ena izjema se je letos julija vendarle zgodila. Vlada je letos po 13 letih le odobrila eno izjemno pokojnino kulturniku. Prešernov nagrajenec je nanjo čakal celo desetletje, dobil pa jo je šele po posredovanju varuha človekovih pravic. Prejel jo je slikar in ilustrator Kostja Gatnik. 8 let je čakal, da je vloga sploh prišla z ministrstva na vlado. Na koncu je varuh človekovih pravic ugotovil, da vlada prosilce neenako obravnava, ko o vlogah ne odloča več, čeprav zakon še vedno velja. Izjemne pokojnine pa niso edine, s katerimi država kulturnikom plačuje višje pokojnine. Prejemajo lahko tudi tako imenovane republiške priznavalnine. V resnici so to dodatki k njihovim pokojninam, ki bi bile sicer nižje, tako pa znašajo 918 evrov. Kulturniki nas, kot rečeno, pogosto obveščajo o finančnih težavah po upokojitvi. To je seveda posledica sistema in tega minimalnega plačevanja prispevkov. Republiška priznavalnina je en korektor. In ta korektor trenutno prejema čez 230 kulturnikov. Med njimi najdemo od fotografa Arneja Hodaliča, pesnika Andreja Rozmana Roze, kiparja Mirsada Begiča, do snemalca in podjetnika Rudija Klariča in popotnika Toma Križnarja. Precej pa je glasbenikov, natančneje pevcev, od Alenke Pinterič, Nece Falk in Ditke Haberl do Edvina Flisarja, Naceta Junkarja, Petra Lovšina, Alfija Nipiča, Andreja Šifrerja. Zanimivo je, da republiško priznavalnino prejemata tudi v tujini živeča režiser Damir Zlatar Frej in igralec Rade Šerbedžija, ali direktor fotografije Rado Likon in režiser ter producent Matjaž Bontar, ki imata oba še svoje podjetje z 10 000 prihodkov. Za priznavalnine je ministrstvo lani k pokojninam doplačalo blizu 1 milijona evrov. In kako je s športniki? Kljub temu, da so imeli že sedaj možnost izjemnih pokojnin po istem zakonu, ki velja za kulturnike, je parlament pred 4 leti sprejel še poseben zakon. In to z enako višino izjemne pokojnine, torej 2255 evrov, razliko med to višino in odmerjeno pokojnino pa tudi tu pokrije država. Tovrstne pokojnine prejema čez 70 upokojenih športnikov, samo letos so na novo podelili 19 izjemnih pokojnin. Med prejemniki so na primer Bojan Križaj, Viki Grošelj, Irena Avbelj, Srečko Masle, Silvo Karo. Okoli polovica jih je prejemnikov Bloudkove nagrade, ostali so prejemniki medalj na velikih tekmovanjih, vključno s športniki invalidi. Bistveno pa je naslednje.
Prvič, zakonski partnerji in otroci športnikov, ki imajo izjemne pokojnine po tem posebnem zakonu, do njih po smrti športnika niso upravičeni. Povsem drugače je pri kulturnikih. Po smrti prejemnika izjemne pokojnine, ki mu jo je država dodelila zaradi njegovih izjemnih dosežkov, lahko njegovi družinski člani prejemajo vdovsko ali družinsko pokojnino. Koliko je takih za lansko leto, podatka ni. Predlani pa jih je bilo po podatkih Ministrstva za kulturo okoli 40. Za vse naštete dodatke do višin izjemnih pokojnin športnikom, kulturnikom ter vdovskim partnerjem in otrokom je lani šlo 1,5 milijona evrov. Tudi nekateri nekdanji politiki spadajo med tiste, ki jim država, torej mi vsi doplačujemo k pokojninam. Za javnost ena najbolj zanimivih je pokojnina nekdanjega predsednika države Milana Kučana, skupaj z dodatkom okoli 4800 evrov bruto. Neto pa prejme 3150 evrov, od tega 1200 evrov dodatka, nam je sporočila njegova nekdanja svetovalka Špela Furlan. Imamo pa še eno posebno kategorijo upokojencev. To so nekdanji poslanci, pa tudi drugi funkcionarji, ki so se lahko v začetku 90-ih let upokojili zgolj s 25 leti pokojninske dobe. In to možnost so podelili kar sami sebi. Leta 1992 so namreč poslanci zase sprejeli možnost upokojitve, ki je bila bistveno ugodnejša od splošnih pravil za državljane. Tako so se lahko moški upokojili 15 let prej, ženske pa 10 let prej, kot je veljalo za običajne ljudi. S tako ugodnimi pogoji se jih je upokojilo okoli 50, med njimi recimo Franci Feltrin, Spomenka Hribar, Franci Pivec, Miha Jazbinšek, Viktor Žakelj, Emil Milan Pintar. Slednji pravi. Ja, jaz bi rekel, so me upokojili, ker to ni bila moja volja, ampak nekako, veste, to so bila prelomna leta. Mi smo takrat pripravljali praktično nov sistem, za mano je bilo njih 15 let, pa tako, da sem bil zelo utrujen. Danes je moderno reči zgorel. Takrat so številni poklici imeli beneficije, mislim recimo na rudarje, mislim na šoferje. Tako da z tega zornega kota ta zakon ni toliko odstopil. Razlika, ki jo je lani dodala država k poslanskim pokojninam, znaša okoli 120 000 evrov. Ustavno sodišče pa je že kmalu po poslanskih upokojitvah ta privilegij razveljavilo. Še nekateri kasnejši poskusi poslancev, da bi ga znova uzakonili, so bili neuspešni. Najprej k vam po komentar, gospa Ribič, seveda je tu največ vprašanj za vlado, za politiko. 3 stvari so morda najbolj zbodle v oči, če pozabimo to, da vendarle gre za sistem, ti ljudje si takšnih pokojnin ali pa kakšnih posebnih pravic niso podeljevali sami. Me zanima, kako komentirate, zakaj takšne razlike. Videli smo pri kulturnikih, je pokojnina, denimo, se prenaša ob smrti kulturnika za izjemne dosežke, ko se jim država nekako oddolži tudi na otroke, medtem ko pri športniku, ko športnik umre, ta pokojnina z njim ugasne. To je ena taka stvar. In druga, kako komentirate to, da že od leta 1974 nismo uspeli določiti kriterijev pri kulturnikih za podeljevanje izjemnih pokojnin in da je vendarle več kot desetletje zdaj minilo, ko država tega ne podeljuje in kot smo slišali, nekateri prosilci so vmes že pokojni. Zdaj ta področja, tako kot ste tudi sami omenili, spadajo eno področje na Ministrstvo za kulturo, drugo področje na Ministrstvo, ki je pristojno za šport. Razloge, zakaj je bila takšna zakonodaja sprejeta, tudi glede dedovanja, bi bilo potrebno pogledati verjetno v razprave, ko so se te zakoni sprejemali. Tukaj moram reči, da s tem nisem seznanjena in vam tega odgovora ne morem. Bo v reformi, ki se bo morala začeti pripravljati prostor, tukaj tudi za take stvari, videli smo pri kulturnikih, tudi imamo priznavalnine na eni strani, kjer se niti ne upošteva premoženje posameznika, ki to dobiva, pa na drugi strani izjemno pokojnino za kulturnika, ne vemo niti kakšna je razlika. Je to treba urediti v prihodnje? Bistvo reforme je, oziroma kaj bo v reformi, je, kaj se bomo dogovorili s socialnimi partnerji. Tako kot je bilo že rečeno s strani gospe Jerkičeve, bela knjiga je bila narejena, leta 2017 so bila tudi narejena, usklajena izhodišča socialnih partnerjev, glede katerih so se uskladili vsi 3 socialni partnerji. In v teh dogovorih, pogovorih, v razpravah, kamor bomo seveda vključili tudi mlade, ker se nam zdi to izjemno pomembno, bomo videli, v katero smer bo razprava šla. Ne veste, če se bo dalo rešiti tudi take stvari, povejte, gospod Papič. Ne, to ni.
Ne bo čas ob reformi očistiti tudi se ne posega se v dodatne pravice, ki so bile priznane, to je tudi izven, se pravi tudi, bomo rekli, zavod ne sodeluje pri teh zadevah, nam samo pošljajo, da pogledamo. Prenakažete denar. Tako da tukaj ni to... Bi lahko transferje umaknili, da bi jih posamezna ministrstva izplačevali? Gledajte, to je pa tisto, to je bil pa že minister Vizjak enkrat hotel, pa ga niso dobro razumeli, ko je hotel, da bi ministrstva imela v svojih proračunih za ta posebne pravice, ker bi imeli potem občutek tudi, da ko podeljujejo, da ne gre vse iz finančnega ministrstva, da gre iz proračuna, ampak da gre iz njihovih postav in bi mogoče drugače razmišljali. Mogoče samo še stavek, zakaj družinske pa vdovske ne pri športnikih, se tudi pri borcih očitamo, pa tudi najbrž pri kulturnikih nekaterih, zakaj se naprej to izvaja. Mogoče so pa pri športnikih potem pa iz tega konteksta tudi razmišljali, da se do določene mere to omeji. Dobro, zanimivo bi bilo vedeti, če je to mogoče poenotiti in uskladiti. Ves čas se že vrtite vsi okrog reforme, pa se dotaknimo. Ena od stvari, na katero nas tudi OECD opozarja, da jo bo treba urediti, je naš drugi pokojninski steber. Zdi se, da je ta pritisk na prvi steber pokojnin vedno močnejši, da gremo vedno bolj v smer, da bo vsak posameznik odgovoren za to, kako bo živel v tretjem življenjskem obdobju. Ampak, kot pravi OECD, pri nas drugi steber pokojnin, to je ta prostovoljni, kamor lahko zaposleni sami vplačujejo, ni nikoli zaživel in ne do te mere, da bi pravzaprav res vplival na višino pokojnine po upokojitvi. Gospod Lavtar, kot mladega podjetnika me zanima, vi svojim zaposlenim vplačujete v drugi steber, torej za tisti dodatek, ki bi ga lahko po upokojitvi imeli? Naredili smo vprašalnik nekaj par let nazaj, po mojem pa takrat ni bilo nekega večjega interesa in od takrat se tega nismo šli, ampak tako, kot sem prej rekel, zdaj štartamo nekaj novega, ampak ne čisto na ta koncept. Pa se vam zdi drugi steber dobra ideja? Je to samo ta anketa, da zaposleni niso želeli, ali vi osebno menite, da to ni dobra naložba? Iskreno ne vem, preslabo poznam to stvar, da bi bilo rekel, jaz sem bil pristaš tistega, da se sam izobrazi nekdo in da sam v bistvu skrbi za... Razpolaga s tem denarjem. Gospod Ivanc, kako gospodarstvo gleda na to? Zakaj je pravzaprav relativno malo teh vplačil za zaposlene, tudi javni sektor, ne nazadnje, to je treba priznati, vplačuje, ampak te minimalne postavke ljudem, zakaj ni večjega interesa za vplačevanje v ta drugi steber? Tam tja vplačujejo in delodajalci in zaposleni. Mogoče začnimo z nekaj podatki. Večina zavarovancev varčuje prek podjetij. Torej 70% vseh vplačil plačajo podjetja in sicer kot kombinacija vplačil konkretno podjetja ali pa zaposlenih. Tako da so v bistvu sistem različen. Nekje so samo delodajalci tisti, nekje pa dejansko zaposleni skupaj z delodajalci. Zdaj v tem primeru včasih pripada davčna olajšava podjetju, včasih zaposlenim. Ampak vsekakor sta oba dva stimulirana, da to obliko imata. Mogoče še nekaj par podatkov. 8800 podjetij ima drugi steber in približno 570 000 zavarovancev varčuje. Glavna težava pa je, da smo ga relativno pozno posvojili, da je relativno konzervativno varčujemo, mogoče še v znesku, koliko imamo privarčevanega, 2,8 milijarde evrov, kar pomeni 5,8% bruto domačega proizvoda. Za primerjavo, za vse javne pokojnine letno damo okoli 10% BDP-ja, to pomeni praktično v 6 mesecih porabimo vse tisto, kar imamo v drugem stebru privarčevano za javne pokojnine. Če vas prav razumem, drugi steber ni zanimiv za delodajalce. Kako bi jih lahko bolj motivirali, da bi vplačevali več med zavarovanci, če tako rečem, približno te številke, ki ste govorili, to je 60% zaposlenih je vključenih v ta drugi steber. Kako pa motivirati delodajalce? Prva stvar, javni sektor bi mogel biti zgled. Menim, da bi moral povečati vplačila. Druga stvar so pa tudi omejitve. Torej, trenutno velja, da v bistvu so ta vplačila davčno ugodna, če so izplačena v višini 5,8% bruto plače oziroma največ 2500 evrov letno, vkolikor bi dvignili naš predlog to na višino recimo 10% bruto plače oziroma na znesek 5000 evrov, bi se tudi vplačila povečala. Hkrati pa tudi menimo, da bi bilo oportuno, da bi dejansko bil drugi steber obvezen za vse delodajalce. Namreč težave imamo predvsem pri tistih samostojnih poklicih, za katere bi to bilo namenjeno, kjer pa tudi zaradi te omejitve praktično ne morejo plačati dovolj in se pogosto ne odločajo za ta korak. Tako da tukaj bi država morala narediti ta dodaten korak, da bi še nekako davčno stimulirala tudi tiste
katerim se, bomo rekli po domače, toliko ne splača varčevati. To bo torej vaš predlog na mizi pri naslednji pokojninski reformi. Gospa Jerkič, tudi zaposleni vendarle malo vplačujejo, pogosto slišimo, s čim pa naj damo še v ta drugi steber. Nimamo dovolj, da bi dajali še tja. Sploh mladi pravijo, da pravzaprav medtem, ko si urejajo stanovanjsko težavo, ne morejo. Vemo, najpozneje leta 2025 se obeta še novo obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Je ob trenutnih višinah plač za delavce mogoče, da vplačujejo več? Ja, zdaj jaz mislim, da je eden od razlogov, da tega ni več. Čeprav jaz ocenjujem, da tega ni zelo malo. Trditev, da se ni prijelo pri številki 500 tisoč zaposlenih, pač verjetno ne drži. Ocena OECD-ja je, da nima realnega vpliva na višjo pokojnino, da se plačila premalo. Ravno to sem hotela reči. Eden od razlogov je ta zgornja omejitev. Kot da bi bilo nezaželeno, da se v ta steber vplačuje več, tako nekako je država pri zasnovi tega očitno štela. Drugo pa, da se je bilo že večkrat poudarjeno, ta vzgoja, izobraževanje, osveščanje, da je treba za pokojnino varčevati več kot sam zadnji 3 leta dela, in da je takrat dostikrat prepozno, da varčevanje za pokojnino ne pomeni samo čez 40 let bom dobil pokojnino, ampak morda tudi čez 10, kaj pa če bo invalidska pokojnina, da je res to odloženo obdobje, ampak vendarle bo prišlo in moramo zanj nekaj prispevati. Jaz sem dostikrat priča, ko so ljudje nepripravljeni sprejeti celo ta del, ki ga delodajalec plača, da delodajalec ponuja dodatno zavarovanje, pa pravi, kaj bom s tem, dajte mi raje zdajle denar, ker zdajle denar rabim. Ta dolgoročnost razmišljanja nam v bistvu manjka in se mi zdi, da bi bilo treba tudi strani države večkrat zagnati kampanje, tudi taka oddaja, kot je današnja, bo marsikomu mogoče odprla 1001 vprašanje, saj odgovorov ne tako zelo veliko, ampak vsaj opozorilo na to, da se nam vsem bliža starost in za starost je treba varčevati. Sindikati še enkrat smo zelo zavzeti za prvi solidarnostni steber, podpiramo to dodatno pokojninsko zavarovanje in tudi mislimo, da bi ga bilo davčno treba še razbremeniti, morda tudi na koncu. Ni nepomembno, nekdo, ki varčuje 20-30 let, ima lahko z tega naslova 300-400 evrov dodatne pokojnine. In to ne za velike zneske, ampak več je treba v bistvu narediti. O ozaveščanju je tudi že sekretarka govorila, da je to tudi ena od nalog v prihodnji reformi. Gospa Tominšek, mene pa zanima vaš pogled na zaposlovanje starejših delavcev, na to, kako z njimi ravnamo in koliko možnosti sploh imamo. Vemo, delovna doba se bo podaljševala, starostna omejitev za upokojitev tudi, to je pravzaprav brez tega ne bo šlo, da bomo dvigali mejo starosti na 67 let, tudi s to reformo, o kateri ves čas govorimo, ampak ali imamo delovna mesta prilagojena delavcem te starosti in kako ravnamo z njimi? Morda en zanimiv podatek, ki sem ga zasledila, da OECD ugotavlja, da starejši delavci pri nas pogosto zapustijo trg dela zgodaj, še vedno, in predvsem to, da jih pogosto še vedno pred koncem, se pravi tega aktivnega obdobja življenja, pošljemo na zavod za zaposlovanje, kjer preživijo to premostitveno obdobje do upokojitve. Kakšen odnos imamo do starejših delavcev, ali smo pripravljeni, da bo treba delati do 67. leta? Ja, jaz bi rekla, da nažalost v družbi nismo dovolj pripravljeni. Bila sem pred 15 morda leti na Finskem, ko smo obravnavali ravno to vprašanje, koliko starejših je še aktivnih po 60. letu oziroma po 55. To nam je znano, da smo na repu, bom rekla, v naši državi. Vendar v vsem tem času, če gledam, nismo z ukrepi bolj spodbudili, nekatere smo sprejeli, vendar pa, bom rekla, generalne politike žal nismo imeli. Veste, nihče si ne želi iti v pokoj. Če si sposoben za delo, če imaš primerno delo, kaj je morda narobe pri nas? In tu ne razumem vloge delodajalcev na tem področju. O part-timeu, veste kaj je part-time, govorimo že menda 40 let, če se spomnim še nazaj mojega obdobja, pa vendar tudi danes, to, kar si bi želeli starejši delavci, veste, to je tako, do zdaj moraš delati poln delovni čas, od jutri naprej me pa ne zanima, kaj boš delal. In to je narobe. In ko se pogovarjam s temi starejšimi delavci pred upokojitvijo, bi si želeli, da se jim omogoči vsaj do
manj ne kot 4 ure, se pravi, da se v miru pripravi potem na obdobje, ki mu sledi seveda po upokojitvi. In jaz ne vem, zakaj so tle take težave, da se ne da to organizirati. Gospod Ivanc, te so razlogi, ne? Ko ste rekli sami, demografija je neizprosna, zdaj imamo trenutno rekordno zaposlenost vse zgodovini države, delavcev nam ponekod primanjkuje, za starejše pa še nismo prav v veliki meri prilagodili delovnih mest. Zakaj ne? Torej, konkretne statistike o tem nimam, da bi to lahko potrdil, vseeno pa menim, da tisti delodajalci, katerim kronično primanjkuje zaposlenih in še posebej cenijo starejše delavce, naredijo nekaj na tem. Tisti pa in menim, da je teh delodajalcev čedalje več, kajti vsaj tako statistika kaže, namreč polovica podjetij v Sloveniji ima težave s pridobivanjem novih zaposlenih in posledično seveda je v njihovem interesu, da zadržijo zaposlene. Tako da mislim, da ta čas, v katerem zdaj smo, daje upanje vsem starostnim skupinam, tako mladim, namreč stopnja brezposelnosti mladih se je izjemno zmanjšala, je tudi že tradicionalno dosti nižja kot je v drugih evropskih državah. Hkrati pa menim, da bomo vseeno zdaj v naslednjih letih dvignili stopnjo delovne aktivnosti tudi pri starejših zaposlenih in bomo naredili na tem področju en napredek, ki bo seveda posledica predvsem tega, da je trg dela dejansko zelo napet. Nas bo prisilil. Tako. Gospod Papež, samo še en komentar bomo tu dodali, ker smo ga glede na prispevek dolžni ljudem. Videli smo, pri nas je težko vsak sam izračuna svojo pokojnino. Vi imate sicer na zavodu nek ta informativni kalkulator za izračun pokojnine, ampak ta nemški model, da se pravzaprav vsak lahko doma usede in si sam po točkah izračuna, da točno ve, kaj ga čaka in da v končni fazi tudi ve, koliko naj si doplačuje, naprimer v drugi steber, da bo potem imel pokojnino, kot jo želi. Je to pri nas izvedljivo? Je to mogoče upeljati z novo reformo? Seveda. Točkovni sistem smo se tudi na zavodu prizadevali že več kot pred 10 leti, potem je zamrlo ne samo Nemčija, Francija, Slovaška, potem Hrvaška, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina, točkovni sistem, se je treba dogovoriti. Tam je največji problem pri nas, da se ne moremo dogovoriti, kako bi bilo vrednoteno tisto bolniška odsotnost, tako da je enostaven in ljudje bi bil bolj pregledan. Boste skušali politiki predlagati to spet? Mislim, da bomo to predlagali, je tudi nakazano. Drugače pa pokojninski kalkulator osebni, vsak si lahko sedaj od junija preko digitalnega certifikata izračuna na podlagi svojih podatkov in tudi noter vnaša podatke, da vidi, kakšna bi bila pokojnina. Pred nadaljevanjem moramo še na en kratek odmor. Jaz imam na to.